Besedo dajem svobodnemu, nedolžnemu državljanu Janezu Janši. Hvala lepa, dragi prijatelji. Hvala lepa ne samo zato, ker ste danes tukaj, ko slavimo zmago, ampak predvsem hvala lepa, ker ste sem prihajali tudi takrat, ko je bitka še trajala. Danes tukaj slavimo zmago v bitki, vendar bo pot še dolgo. V tej hiši sramote za nami se je v procesu Patria odvilo 51 obravnav. 51 obravnav na okrajnem sodišču, kjer ne bi se sodilo za minorne stvari in po skrajšanem enostavnem postopku. Iz teh obravnav pravzaprav niste mogli izvedeti veliko. Ko je pred 27 leti potekal proces na Roški pred vojaškim sodiščem, je bil tisto zaprt proces. Brez navzočnosti javnosti, brez novinarjev, v tajnosti, ampak po vsakem sojenju je slovenska javnost o tem, kar se je dogajalo v sodni dvorani na Roški, izvedela več, kot pa o tem, kar se je dogajalo na odprtem procesu Patria tukaj, v tej stavbi za mano. Na vsaki od teh 50 obravnav so bili slovenski novinarji. Ne, mogoče... Nekateri so poročali korektno, vendar je bilo to objavljeno v nizkonakladnih medijih. Mogoče so korektno poročali tudi ostali, vendar njihovi šefi tega niso objavili. Zvečer ste lahko na televizijah videli samo, kdo je manjkal, kdo ni manjkal, obtožbe, da obramba zavlačuje, čeprav zaradi obrambe ni bila preložena niti ena sama obravnava. In potem mogoče še en stavek iz izjave, ki je odgledal pred sodiščem. Niti iz ene same obravnave slovenska javnost preko slovenskih televizij ni bila seznanjena z vsebino. Če je bila slovenska javnost seznanjena z tem, kako je tožilec Ferlin zbral obtožnico in kako je utemeljeval, bi naslednji dan sodba padla, tožilec pa bi odšel iz službe, ker bi celotna slovenska javnost videla, da gre za farso. Vendar tega ni videla. Zaradi tega je predpogoj za to, da se stanje tudi v slovenskem sodstvu spremeni, to, da tukaj pride do reform in da bo ljudstvo vedelo, kako tisti, ki sodijo v njegovem imenu, dejansko sodijo. Kot rečeno, objektivno obveščena slovenske javnosti v procesu Patria je bila bistveno slabša v demokratični, samostojni Sloveniji, ki je članica Evropske unije, kot je bila obveščena slovenske javnosti v trdem komunizmu v Jugoslaviji o procesu, ki je potekal v zaprti sodni dvorani pred vojaškim sodiščem. Po 27 letih smo padli nižji. Kar se tiče svobode govora in pravice do obveščenosti, smo po 27 letih nižji. In to je naš ključni problem. Če tega problema ne bilo krivičnih sodb, ne bilo 120 000 brezposelnih,
ne bilo možno montirati takšnih procesov in seveda ne bilo treba za to plačevati velike cene. In za Patrijo, spoštovani, so danes živeče generacije v Sloveniji in tudi tiste, ki šele prihajajo, na seznamu za to, da plačajo visoko ceno. Gospodarska zbornica je izračunala, kjer smo bili leta 2008, ko se je ta montiran proces začel in kjer smo bili konec lanskega leta. V tem času je Slovenija izgubila skoraj desetino bruto domačega proizvoda. Zadolžili smo se za 22 milijard evrov. To je več denarja, kot ga je dolgovala ob razpadu celotne Jugoslavije. In tega denarja se ni investiralo, ampak se je to zapravilo. Zato, da se je navidezno vzdrževalo drugačno stanje, kot je bilo v resnici, in da se je ohranjala nelegitimna oblast. V tem času je delo izgubilo še dodatnih 60-70 tisoč ljudi in tujina šlo nekaj 10 tisoč mladih. To je objektivna cena Patrije, ki je v slovensko politiko vnesla bistveno nižje standarde, kot so bili prej. Lansirala se je neka tema, ki ni imela nobene zveze z realno razpravo o sedanjosti in prihodnosti. In v senci tega so tisti, ki so se to lansirali, lahko mirno nadaljevali z svojo raboto. V tem času so se slovenske banke do konca izpraznile in danes morate vi to plačevati. Na slovenskih sodiščih doslej ne da bi bil obsojen. Na slovenskih sodiščih doslej ni bil obsojen niti en posameznik, ki je izmed tistih, ki so slovenske banke izpraznili v začetku 90-ih let, niti nihče izmed tistih, ki so to naredili v zadnjih letih. Pa gre za milijarde. Gre za milijarde, ki če bi jih investirali, bi danes Slovenija imela modernizirano železnico, tako pa imamo proge iz časa Avstro-Ogrske. Do Jesenice boste več kot pred 100 leti. Imeli bi izgrajeno tretjo razvojno os. Ne bi stali pred semafori na 30 mestih v Sloveniji na državnih in regionalnih cestah, ker ni denarja niti za to, da se most popravi. In zato na 10 tisoč ljudi izgublja delovni čas in delovne ure. In še mnogo tega bi lahko naštevali, če bi imeli čas, ko se znam te škode, ki je bilo v tem času povzročena. In 6-7 volitev je potekalo v tem znamenju. Vedno, ko so se bližale volitve, je padla neka sodba ali pa je bila neka nadaljna stopnica v tem procesu, samo zato, da se je zastopilo politično ozračje in da se je prejšnja tekma dela nelegitimno. Se spomnite, nekateri ste bili tukaj na istem mestu, mislim, da je bil to 4. ali 7. julij lanskega leta, nekaj dni pred volitvami, mene so z Marico pripeljali tukaj na 2 sodni obravnavi. Nujno je bilo urgentno, tukaj ste protestirali, ni nič pomagalo. Popta je potem kazala 15 minut zvečer, kako ste protestniki z dežniki tepli kao sodnico. Vendar niso znali povedati, niso znali pokazati nobene slike incidenta, niso znali povedati niti imena žrtve, ne zločinke ali zločinca, ampak je bila to glavna tema in vsi sodni vrhovi so to obsodili. No, ampak pogledajte, to se je zgodilo, ker je bilo to nujno in urgentno in volitve, to ni bilo važno, nekaj dni pred volitvami, zato da se je vplivalo na razmišljanje in ravnanje volivcev. Ampak na tisti obravnavi ni bilo nič končano. To je bilo julija lanskega leta. Takrat niti ena obravnava v obeh postopkih še ni bila razpisana. Pa je minilo že skoraj 1 leto. Niti ena obravnava ni šla naprej.
vse čaka in stoji naenkrat in več urgentno, ker ni nobenih volitev pred radi. Naprej, kar se tiče tega, kar se je dogajalo v tem postopku in tistih, ki so bili pač peljani vzporedno, ko gre za sodni proces Patria, je ta proces dejansko razgalil vso bedo tega, kar se dogaja v instituciji, ki je ta stavba simbolizira. Vendar, in tukaj sem jaz, moja družina, soobsojeni, stranka, ki jo vodim, tudi Slovenija, slovenska država, slovenski davkoplačevalci utrpeli veliko škodo, ki je nepovratna. Vendar, pa to ni edini primer. Glejte, tukaj ste brali podatke o stotinah sodb in več kot tisočih sodnikih, ki so v drugih primerih kršili človekove pravice in ustavo. In je to ugotovilo Slovensko ustavno sodišče ali pa Evropsko sodišče za človekove pravice. Torej ne gre samo za nek eksces. Gre za gnilo sistema, ki namesto pravice producira krivico. V slovenskih zaporih zvečer boste gledali na televiziji žalostne posnetke ljudi, ki so iskali boljše življenje, pa se je čoln potopil in so potem njihovo življenje ogroženo, ali so pa dejansko jih izgubili. Cela Evropa se s tem ukvarja. In Slovenija polno simpatij za te ljudi in to je prav. Ampak, gledajte, in zdaj bo sprožena široka akcija proti tem, ki pač organizirajo te ilegalne migracije in pravzaprav bo svetovna policijska akcija proti njim. Skratka, gre za ozadju so kriminalne združbe. Poglejte, tudi v slovenskih zaporih trpijo ljudje, ki so stari več kot 80 let, ki so resno bolni, ki so bili obsojeni v sumljivih okoliščinah. Pa nobenih simpatij do tega, nobenega sočutja. Kljub pozivom minister Klemenčič zavrača nek akt milosti ali pa nek predlog, ki bi ga itak moral potem podeliti predsednik države. Neka trdna zakrknjenost režima, na drugi strani pa polno krokodilnih solz za nesrečo, ki je daleč. Doma jo pa ne vidimo. In še mnogo podobnih primerov je. V slovenskih zaporih je ogromno ljudi, revežev, ki se ne morajo privoščiti dragih stroškov, ne samo za obrambo, ampak za sodne takse, ki so ogromne. Srečal sem človeka, ki že 2 leti zbira na vseh koncih denar za to, da se lahko pritoži na Evropsko sodišče. Zdaj ne vem, ali je kriv ali ni, on je prepričan, da je nedolžen in ima pravico, da to tudi dokazuje, vendar ne more, ker so pač takse visoke in ker tiste inštitucije, ki morajo tukaj sodelovati, tista politika, ki ima polno usta besed o brezplačni pravni pomoči, ko gre za konkretne primere, ne naredi popolnoma nič. Ker pač ne gre za njihove, tako imenovane naše, to ti ljudje nisem čuredni, so pač potem drugorazredni. Torej, dovolite mi, da v to temo, ki se sicer nanaša zgolj na sodstvo in tukaj so zahteve, ki ste jih brali v zadnjih mesecih po reformah, več kot upravičene in imajo vso našo podporo, da na tej temi dodam še nekaj, kar se zdaj skuša skriti pod njo in resnico sprevračati. 7 let traja ta proces Patria. In zdaj naenkrat tisti, ki so ga sproducirali, tisti, ki so porabili na kvadratne kilometre tiskanega papirja za to, da so o tem pisali in razglašali vedno, še posebej, če je šlo za čas pred volitvami, govorijo o tem, kako je to škodilo Sloveniji. In kako je to škodilo tudi zato, ker sem se moral jaz pa moja stranka ukvarjati samo
s Patrijo. Po eni strani so lansirali, potem so pa nas, ki smo se morali braniti, zdaj začeli obtoževati, da smo pravzaprav mi krivi za posledice. To je dvakrat pokvarjeno in dvakrat zlagano. Prvi zato, ker se žrtev obtožuje za to, da je žrtev. V slovenski zgodovini imamo še hujše primere, zdaj s tem je to do konca sprevrženo. Po drugi strani pa to ni res. Za lanske volitve smo mi imeli pripravljen, kompleten, razdelan do zadnje točke razvojni program za Slovenijo. Vendar ga jaz nisem mogel predstavljati, ker so me zaprli. Zdaj pa pravijo, da ga nismo predstavljali in da smo se ukvarjali samo s Patrijo. Lanske volitve so nelegitimne. Po včerajšnji sodbi Ustavnega sodišča je to še, rekel, na najvišji inštanci potrjeno. Ampak mi smo kljub temu, da so bile te volitve nelegitimne, kljub temu, da se je vladna koalicija polovica tega časa, ko je na oblasti, ukvarjala z oceno mojega mandata, kljub temu, da nič ne funkcionira, obnašali konstruktivno. Obljubili smo na samem začetku, da bomo podprli vse dobre ukrepe, ki jih bo predlagala vlada, pa čeprav se stavili na podlagi nelegitimnih volitev. In smo to naredili. Ampak problem je bil v tem, da teh ukrepov praktično ni. Zdaj nam očitajo, da se ukvarjamo predvsem s Patrijo. Poglejte dnevne rede sej Državnega zbora od volitev naprej. Danes je bila končana redna aprilska seja. Za to sejo je Slovenska demokratska stranka vložila 5 vsebinskih zakonov. Vlada pa 6 sprememb večinoma nepomembnih zakonov z vsem svojim aparatom. Na zadnjih 4 sejah Državnega zbora, rednih sejah, je bilo več točk na dnevnem redu, ki jih je predlagala opozicija, predvsem Slovenska demokratska stranka, nekaj tudi Nova Slovenija, kot pa točk, ki jih je predlagala vlada. Ampak na nobenih večernih poročilih nobene slovenske televizije tega niste slišali. Slovenska javnost tega pravzaprav ne sme vedeti. Zato, da se lahko govori, da se mi ukvarjamo samo s Patrijo, namesto da bi se ukvarjali z razvojem, čeprav se tukaj zgolj branimo, kljub temu, da smo bili oškodovani nepošteno v teh volitvah, se ukvarjamo s slovensko prihodnostjo, ampak smo spet pri tistih začetnih točki in začetnem problemu, ki ga zelo ponazarja ta primerjava, ko smo lahko zaprtega procesa pred vojaškim sodiščem, kot slovenska javnost, bili bolj objektivno obveščeni, kot pa z procesa Patrija v demokratični državi. Torej, to je glavni ključni problem aktualne slovenske stvarnosti. Včeraj je Slovenija prišla do neke točke, na kateri bi lahko prišlo do začetka normalizacije. Jaz sem se začel vračal iz Ukrajine, ker sem sodeloval v evropskem programu reformne pomoči za to državo in sem na letališču bral sodbo Ustavnega sodišča. In ko sem jo prebral, se mi je zdelo mogoče pa vendarle. Mogoče smo na neki točki, ko bomo lahko rekli, potegnimo črto pod vse skupaj. Potegnimo črto pod vse skupaj. Ta odločba je tako jasna, da bodo tisti najbolj odgovorni v sodstvu sami odstopili. Potem bo mogoče prišlo do neke samorefleksije in tudi slovenska javnost, vendarle večina je pismenih, bo to prebrala in bo ravnanje naenkrat pa presojanje postalo bolj objektivno. Ampak
Potem pa prijem danes domov in nekaj doživimo. 2 leti smo poslušali, kako je treba sodišča spoštovati. Danes smo pa doživeli, da odkrito polemiko med sodišči in vidimo, da se sodišča niti med sabo ne spoštujejo. Zdaj, pokrajino in danes vrhovi pokrajinega pa vrhovnega sodišča polemizirajo z ustavnim sodiščem. Skušajo prikazati neko vsebino v odločbi, ki jo pravzaprav ni. In, če sem prav razumel, nisem si to 2-krat pogledal, predsednica sodišča je celo med vrsticami rekla, prav ste hoteli, da se še enkrat sodimo, pa še enkrat. Tako malo arogantno je bilo rečeno. Zdaj mislim, da do tega ne bo prišlo. Kajti natančno takšni preleti so bili tudi leta 1988, ko so bila zborovana. Vemo tudi, kako je tisti režim končal in to zelo hitro. Te provokacije jaz ne bi se podobil. Zakaj jaz mislim, da ne bo prišlo do ponavljanja farse? Zaradi tega, ker je vsaj strokovna slovenska javnost šele po 7 letih, šele v odločbi ustavnega sodišča, prebrala, za kakšno farso pravzaprav gre. Prej, ko smo mi to govorili, prej, ko ne bi bilo treba prebrati sicer zelo težko berljivo sodbo prve in druge stopnje, se pravzaprav niti niso ukvarjali s tem. Razen 10-20 vrhunskih slovenskih pravnikov, ki je to že prej obsodilo. No, zdaj pa vendarle se to bere in jaz mislim, da bo vsaj pretežna pismenost med Slovenci preprečila, da se ta farsa nadaljuje. Ampak to seveda še ni konec poti. To še ni konec poti. Takšne farse se lahko v teh in drugih podobnih hišah ponavljajo vsak dan, dokler ljudstvo, v imenu katerega se sodi, ne bo vedelo, kdo to počne. In zaradi tega je ta točka spremembe, ki ste jo predlagali, da se seveda lahko tudi sodnika, ki sodi vendarle slikati, če sodi v imenu ljudstva, če se ga lahko na Hrvaškem, pa v Avstriji, pa v Italiji, pa na Madžarskem, ne vem, zakaj se jih pri nas ne sme slikati, in so anonimni. Pa to, da so sodbe objavljene, da se lahko primerja. Zdaj se sodnikov ne sme slikati, sodbe se ne sme, oziroma jih je zelo malo objavljenih, ne vem, kdo to zbira, katere se objavi in katere se ne objavi. In potem primerjave niso možne in se lahko počne karkoli. In potem pride do situacije, ko novinari ali pa uredniki na mainstream slovenskih medijih, na nacionalnih medijih,
razlagajo, kako bo največ proces Patria zastaral, in to pomeni, da mi ne bomo mogli dokazati svoje nedolžnosti. Ni bilo. Glejte, če bi recimo na BBC-u, CNN-u, Raju, ORF-u, katerikoli nacionalni medijski hiši ali pa v kakšni resni medijski hiši, ki je na Zahodu, kjerkoli novinar izustil takšno neumnost, naslednji dan mogoče bi še delal v tisti hiši, ampak večjemu kot vratar. Pri nas pa so verjetno zato so nagrajeni. Torej, tudi v tem, kar je bilo včasih rečeno tukaj na teh stopnicah, predvsem pa tako v medsebojnih pogovorih se velikokrat sliši, kako je večina ljudi v Sloveniji vendarle nekako omejenih ali pa da so ovce, se ne zanimajo za stvari in da se nikoli ne bo nič spremenilo. Glejte, to je napačno gledanje. To je napačno gledanje, to smo tu čas poslušali, pa smo potem videli, kako so se stvari na hitro obrnile. Problem pa je, da ljudje ne poznajo resnice. V naravi človeka je, da sledi resnici. Moraš biti že zelo pokvarjen, da tudi če nekdo drugače govori, da sam pri sebi ne ve, kaj je res. Če resnice ne poznaš, tudi če vdvomiš v tisto, kar slišiš, ne veš, kako ravnati. In potem volivci ostanejo doma, lani jih je polovica ostalo doma, ali pa se zatekajo k takim frazam, nekaj je že res, če je dim, je tudi ogenj, za prepir sta potrebna dva. Ampak to ni rezultat neke nepopravljive degeneracije v narodu. To je rezultat načrtnega kampanjskega poneumljenja slovenskega naroda. In tukaj je situacija... In tukaj je situacija na kritični točki. Samo še dve stvari za konec, ker sem predolg, čeprav je lep dan. Decembra je bilo hladno, zdaj je že začetek pomladi. Jaz sem včeraj verjel, da bo mogoče danes začetek neke nove dobe, ko se bo pač dalo potegniti črto pod stvari, ko se bomo seznanili z nekaterimi odstopi, z napovedjo vlade, da pač ta odločba Ustavnega sodišča zahteva resen premislek in resne reforme v sodstvu in da si bomo tudi na človeški ravni med seboj odpustili, to sploh ni problem, se zazrli v prihodnost in skušali popraviti zamujeno in škodo, ki je bila nastala. Kar se tiče mene, stranke, ki jo vodim, s tem nima nobenih težav. Današnje reakcije so pokazale, da bo na to treba še očitno nekaj časa počakati, ampak jaz vseeno verjamem, da tisti, ki so se v tem procesu najbolj kompromitirali, pa tudi v drugih seveda na teh mestih dolgo več ne bodo, da kajti tudi
stricem iz ozadja zdaj že povzročajo škodo. In če ne drugega se jih bodo oni znebili. In vsaj do poskusa reform v slovenskem sodstvu bo tudi prišlo kmalu. Vendar pa bolj bomo glasni in vztrajni, prej je prišlo do tega, vendar pa še enkrat ponavljam, dokler večina slovenske javnosti ne bo poznala resnice o najpomembnejših stvareh, toliko časa ni nobene garancije, da se tudi če prije do kakšnega majhnega napredka, to hitro ne pokvari, kajti moč propagande je pač velika. Glejte, jaz bi to dal popolno oklepaj. Ne delam si nobenih iluzij, da tisti mediji, ki so pač ustvarjali to stanje in so krivi tudi za škodo, da bodo naenkrat začeli delati drugače, ali pa ljudje, ki so to počeli, da bodo delati drugače. S tem se jaz ne ukvarjam, nimam teh iluzij. Treba je postaviti alternativo. V Sloveniji se bo stanje ne samo spremenilo, ampak bo ta sprememba trajna in pozitivna in bo Slovenija postala normalna, ko bo ta država dobila neko alternativno medijsko hišo. Kjer bodo zaposleni sledili samo dvema kriterijama. Delali bodo profesionalno in poročali bodo resnično. Torej, konkurenca pa samo po sebi marsikaj postavlja na noge in to, kar je danes možno, ko se neka laž prodaja 2 dni, pa je očitna laž, pa ne moreš nič proti temu, bo ostalo nemogoče. To bo neka garancija za to, da težko prigarane pozitivne spremembe, težko prigarana sprememba, kot je bila tudi slovenska osamosvojitev ali pa demokratizacija, ne bo ukradena, da to, kar ste si vi priborili, si še boste, ali pa bomo za tem vztrajanjem, ne bo kratkega daha, ampak bo to trajno. Torej, danes je dan, ko ste dobili vsaj malo zadoščenja za vztrajanje. Mislim pa, da je danes tudi dan, ko bolj natančno kot kadarkoli vemo, kaj storiti v prihodnje. Hvala lepa.